Prehajamo na 18. točko. Predlog okvirnega programa dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2023. Predlog okvirnega programa je objavljen v gradivu številka 3, predlagatelj župan, poročevalci pa Kristina Zabavnik, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Katarina Vegelj, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar, Marija Kos. Besedo ima Kristina Zabavnik. Hvala še v mojem imenu. Kot je župan že na začetku povedal, glede na to, da je bilo tudi na nekaj odborih izpostavljeno glede števila sej, bi rada poudarila, da gre za okvirni program in se seveda prilagaja glede na dejanske potrebe. Zato je recimo marca seja izpadla, ker smo imeli takrat na naboru samo 4 točke. In da ne bi bilo premalo, zdaj je pa preveč, ampak zdaj v okvirnem programu je vključeno, kar smo dobili z oddelkov, nekaj je tudi od nadzornega odbora, če bojo imeli kakšna poročila. V preteklem mandatu niso imeli raven prakse. To je pa to. Seja je pa zdaj v bistvu naslednja planirana že maja, ne junija, tako kakor je tle, bo junija tudi, ampak bo pa prej še maja, glede na to, da se je že zdajle pokazalo, da je precej točk na lagerju. Tako da upam, da boste potrdili, pa bomo probali vse speljati, kot zdaj. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo delovne telesa. Delovno telo. Izvoli, Jože. Kdo je pa rekel, da nisem delovno pa telo? Hvala za besedo. Odbor za gospodarske dejavnosti na drugi seji, se pravi 11.4. obravnava to gradivo. Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu programa, sprejel je pa še dodaten sklep, in sicer odbor predlaga, da bodo seje občinskega sveta obredne in s tem posledično zmanjša število točk na posamezni seji, kar smo danes slišali, in upam, da se bo to zgodil. Hvala. Hvala. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme okvirni program dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala za konstruktivne razprave, za potrpežljivo, za prisotnost in za maratonsko oziroma dolgo prisotnost. Vam pa povem sam, da s Karlo sva bila recimo že v mandatu 2006-2010 in takrat smo sejo začeli ob 12. in jih kdaj tudi končali ob 12. Tako da še ni tale bila najdaljša. Tako. Hvala pa, lep večer želim.